Včasih se zdi, da se krajina sama odloči, koga bo rodila. Žirovnica je ta kraj, polje misli, iz katerega so vzklili jezik, poezija, pripoved, znanje. Med njimi Matija Čop, mislec jezika in duha, ki je v svoji rojstni hiši pustil nevidne sledi besed. Danes te sledi osvetljuje umetnost, barva, linije, odtis, tihi jezik Andreja Jemca, ki prihaja k nam kot sovaščan in svetovljan hkrati. Njegove grafike, slike, keramika in steklo ne govorijo o času, ampak ga prebadajo. Tako kot Čopova misel nekoč, tudi Jemčeva umetnost išče stik z bistvom, z gledalcem, z zgodbo, z občutkom. Dobrodošli v Čopovi rojstni hiši, v muzejski hiši, kjer stene šepetajo zgodbe učenosti, jezika in tihe vztrajnosti duha. Matija Čop ni bil le prijatelj Franceta Prešerna, temveč tudi njegov mentor in eden izmed najbolj izobraženih Evropejcev svojega časa. Danes v tej hiši ne hodimo le po sledeh preteklosti. Razstava Jezik barv, govorica slik, nas vabi, da pogledamo drugače, da spregledamo, morda celo zaslišimo barvo. Dela Andreja Jemca, razstavljena v 4 sobah Čopove rojstne hiše, ne prekrivajo dediščine, ampak jo dopolnjujejo z barvo, linijo, odtisom. Bom rekel tako, ampak zelo na kratko, ker kot otrok sem se vozil z vlakom v Kranjsko Goro na smučanje in v Naklem je bilo konec megle in ker smo zagledali sonce v Žirovnici, posebej tam gor, ki je ta zajetje vode, jasno videl sonce, sem rekel, tukaj bi živel. Nikoli si nisem takrat mislil, da bo prišla prilika enkrat, da se rekel, joj, tukaj bi se naselil. Povabilo me, sem zelo vesel, počaščen, da lahko razstavljam v hiši, ki je zame izjemno pomembna in je, kot bi rekel, eden od spomenikov slovenstva v Žirovnici, ob seveda drugih avtorjih, ki so se tukaj rodili. V taki hiši izhajam iz stališča, kot da sem se naselil noter, da bom jaz odživel in da bi rad imel neke stvari, ne preveč natrpano. Lahko rečem, da nisem naprej pričakoval, ker sem zasiral na Matija Čopa in na povabilo in na to zadevo vzel zares, bolj kot bi jo sicer drugal za neko svojo razstavo. Kontekst je tak, da samo določene stvari bi šle noter. No, pa sem se odločil za grafike prvega mojega tega obdobja, svetloba, jedkanica, akvatinta, barvna jedkanica. Razstaviti sočasno pa seveda zaviram na idejo, da bi ta dela minimalni izbor za Čopovo sobo ali pa za sobo, kjer so arheološki ostanki iz Ajdne. Tam je bilo predlagano, da bi par mojih poslikanih keramik. V Čopovi sobi pa sem rekel, zdaj ne bomo stvari premikali, bom poskušal najti stvari v kontekstu njegovega dela, ko so grafika, koliko aerosom. Človek razmišlja, kaj bi sodil tam noter v ta
minimalni izbor, ker moram reči, da sem 3-krat več stvari predvidel, kot sem jih pa razstavil, ker sem jih odvzemal. Ne bi bilo natrpano, da bi bilo manj kot preveč. Na naslovnici vabila za Čopovo hišo sem uporabil zelo posrečeno fotografijo mojega stroja, ki jo je posnel pokojni Marjan Zaplatil. Se mi zdela dobra in se nam zdi danes dobra fotografija, tudi smo lepo navedli avtorja. Jaz sem bil takrat pristaš zelo kubizma, moderne umetnosti in sem bil nekako v nasprotju z veljavnim socrealizmom in zaradi tega na diplomi pravzaprav sem dobil toliko nizko oceno, da nisem mogel podiplomskega študija grafike vpisati. Šel sem v Nemčijo, denar zaslužil, kupil nek motor, ga prodal iz tega zelo hiter, leta 61 stroj za grafiko naredil si s pomočjo prijateljev, očeta, familije in tako naprej. Denar se povsod nabiral, da sem ta stroj naredil in leta 61 sem že tiskal na ta stroj grafike, ki so šle po svetu. To, da sem jih pošiljal po svetu, to mi je tudi v Parizu svetoval Vino Pilon, je rekel, a bi se dal živeti tukaj, mi je rekel, težko, tukaj je konkurenca velika, življenje je drago, galerija je sicer veliko, ampak je rekel, bolj da doma tiskaš, pošiljaš po svetu in moram reči, da tukaj se mi je pa to obrestovalo večkrat. Dobival sem povabila za grafike z Düsseldorfa, z Basla. Povabljen bil direktno od direktorja Beneškega bienala, ne od naše kulturne politike, pa v KP, pozneje spet na evropsko grafiko, tako da ja, tisto, kar sem rekel, sam sebi biti menedžer, pravzaprav moram. To je stvar kulture, kulturne zavesti. Jaz sem tukaj zelo kritičen zaradi tega, ker rečem, da sem prvič kot študent so pač smatrali, da sem iz nižjega letnika že sodil na razstavo 10 let likovne akademije v Jakopičem paviljonu, Valle Soreza. In moram reči, da bil sem zelo ponosen, ker sem bil med najmlajšimi in starejšimi, torej 10 let akademije, tam zraven je bila moderna galerija, sem rekel, obetajo se neverjetni časi. Ampak danes, ko sem že prišel 90 let, sem spet v neki mali hiški razstavil lahko tiste velike palače za slovensko umetnost, pa nikjer ne. To so bile sanje včasih, da sem rekel, da bomo videli od impresionistov, od mlajših generacij, do najmlajših, neke velike izbore, na katere bi bili lahko ponosni. Jaz pravim, so ustvarjena dela, samo so po kleteh ali pa tako kot tukaj. To je vprašanje kulturne politike in ljudi, ki odločajo. Ja, tako je, ne. V bistvu je moj uspeh toliko velik, kot ga lahko financiram. Reference dobljene z velikimi nagradami v svetu ali pa dobrimi kritikami ne veljajo kaj dosti. Čopova rojstna hiša danes ni le muzejska hiša, kjer odmevajo zgodbe preteklosti. Je živa plast dediščine. Medij, ki obvešča, nagovarja in vzpostavlja dialog tako z domačini kot svetovnimi umetniki ter svojimi javnostmi. Včasih nastavi ogledalo kulturni politiki, predvsem pa povezuje lokalno skupnost, umetnike in velike može, ki so tukaj rojeni in še naprej živijo v ustvarjalnem utripu kraja.